večer. Anja Radaljac se zdaj predstavlja s svojim tretjim samostojnim književnim delom. Najprej je kot prvenec izšel roman Polka s peščenih bankin in nato torej eseji Puščava, klet, katakombe. Anja, lepo pozdravljena. Si aktivistka in se pri svojem literarnem delu temeljito posvečaš vprašanjem o okoljskih krizah, specizmu, odnosu do vsega živega. In to leto je pri založbi Litera izšel roman Punčica. To delo je najprej delo o ženski, pripadnici, ki želi biti neodvisna. Inteligentna mlada ženska Lilit ima izbrano ime in ni nikakršna Eva, kaj ne? Ja, to je res. To ime je nekako bilo prevzeto še iz enega teksta, ki sem ga v bistvu pisala pred tem in je nekako zastal. Ni v bistvu nikoli bil izdan potem dejansko zares. Tam je bila v bistvu likinja z imenom Lili oziroma Liljana. Potem je pa v bistvu v tej, nekako jaz sem delala potem nekako iz tistega teksta ene vrste predelavo, no, in v tej obliki je nastala Lilit. Ni pa to bila neka, sicer to se je dosti omenjalo v raznih kritikah in tako, ampak ni bil to v bistvu v resnici sploh nek zelo zavestna odločitev, da bi se zdaj tu, da bi to mitologijo v bistvu zelo namerno pripeljala v to, ampak ja, pač Lilit je ta v bistvu biblična likinja, v bistvu Adamova prva žena, ki je v bistvu potem v tem zdajšnjem izboru besedil, ki sestavljajo svetopismo, pač ne nastopa. Je pa v bistvu nastala kot v bistvu samostojni individuum, ni nastala v bistvu iz Adamovega rebra, recimo, tako kot Eva, in je bila v bistvu enakovredna partnerca. Obstajajo tudi v bistvu neke druge mitologije, v katerih je Lilit v bistvu nek demon, tudi, ki v bistvu krade dojenčke in take stvari, no. Ampak načeloma ja, je pač v bistvu tudi v tem okviru slovenskega prostora je neka v bistvu feministična ikona, ampak kot pravim, no, ni bila zelo zavestna odločitev, no, da bi to ime nastalo na ta način. Pri tem ne gre zanemariti naslova, ki aludira na rek varovati kot punčico tvojega svojega očesa. Čeprav Lilit živi sama, želi biti samooskrbna, ne podlega kapitalistični ideji, pa nenehno skrbi za druge. In na primer skvoterki Nevi nosi hrano, torej ima naslov opraviti s samo junakinjo in ne rekom? Ja, zdaj, Neva je sicer v bistvu umetnica, performerka, tako da v bistvu ona v bistvu ta skvoterski protest v bistvu izvaja pač deloma vsaj tudi kot performance, kot neko politično akcijo in je hkrati tudi partnerca od Lilit, no. Tako da ni, mislim, jaz Lilit ne vidim mogoče tako čisto kot osebo, ki zelo skrbi. V bistvu ona je zelo previdna, da ne bi vstopila komu pretirano v osebni prostor, recimo, da ne bi koga ukinila, koga utišala, komu škodovala, ampak je pa v bistvu hkrati likinja, ki je zelo težko gre v nek odnos, zelo v bistvu težko v bistvu tvorno nastopa v odnosu, težko vzpostavi neko bližino in to je tudi v bistvu tudi ta njen odmik, v bistvu to je neka njena v bistvu, hkrati je to neka politična gesta, je pa tudi v bistvu nek obrambni mehanizem umika, ker pravzaprav nekako ne ve, na kak način v bistvu se spopasti z nekimi procesi, ki se odvijajo v družbi na nek bolj sistemski način, v bistvu to neka obrambna drža, tudi v bistvu v odnosu, ona recimo ima nekoga,
Egona, recimo, ne, to je človek, ki je v njenem življenju navzoč v bistvu vse od njenih zgodnjih let iz šole, spravi rečemo, da 20 let vsaj, in ona ne more reči, da je on njen prijatelj, ona pač reče, da je on nek njen bližnjik, recimo, ne. Ona tako v bistvu zelo ljudi drži na distanci, v bistvu tako ima tudi v bistvu dva partnerska odnosa, ki sta oba zelo zamejena in v bistvu noben ni zelo bližnji. Je pa zelo po drugi strani, ima pa veliko obremenjenost s tem, kako v bistvu ne škodovati. Tako da tudi v bistvu, ko vstopa v te odnose, je neko vodilo, da ne bi škodovala, ne. Ampak mislim, da se skozi knjigo potem nekako, da se izgrajuje malo kot lik, pa pač v bistvu odkrivano, kaj tudi negativnega potegne za tem, koliko je sposobna odnos nek tvoriti, pa koliko ne. Zdaj, ta naslov, pa ja, pač jaz mislim, da po eni strani gre na to, ne, v bistvu čuvati nekoga kot punče svojega očesa, ker zdaj, čeprav ste tle govorili zaenkrat samo o Lilith, ne, obstaja še v bistvu vzporedna pripovedna linija, v kateri nastopa Nace, to je pač nek drug lik, ne, v bistvu čisto ima samostojno pripoved in se z Lilithino nekako križa. On recimo tudi čuva neke stvari, ampak jih čuva druge stvari, tako da v bistvu je to nekako, mislim, jaz sem imela v mislih s tem v bistvu vprašanje tega, kaj osebe, različne osebe, ne, kaj je lahko recimo in družbeno in zasebno tisto, kar nekdo najbolj čuva, kaj so stvari, ki so recimo danes vredne, recimo nekim predstavnikom nekih družbenih skupin, kaj se jim zdi vredno čuvati. Hkrati je pa tudi neko poigravanje v bistvu s tem, s to idejo, da je ženska vedno neka punčka, izvedena v bistvu na neko infantilizacijo v bistvu ženske kot subjekta, ne, v bistvu pripisa nekega, v bistvu vedno neke te nemočnosti, recimo pa v bistvu tudi igra z tem, koliko je v bistvu lahko nekega nasilja v bistvu do ženske, recimo, in pa ne vem, zvajanja na neke take pejorativne izraze in tako naprej. Tako da malo je pač poigravanje s tem, no. Moram reči, da je zelo slabo dajem naslove, tako da tudi ta ni. Moje edino vodilo pri vseh naslovih je to, da so vsi se začnejo na črko P, kar sem ugotovila pri, mislim, da neki tretji, ker sem izdala še eno tako mini slikanico, čisto bolj zasebno, no, ampak vse je bilo na P, no, in pa zdaj sem ugotovila, da pač to je moje vodilo, ker res ne znam, niti kritik ne znam nasloviti, no, tako da. Vseeno ti je uspelo, se mi zdi, da pri vseh delih jih nasloviti, ki jih poznam, ne, tega četrtega ne. Kritike so na tvoje delo Punčica zelo ugodne. Vsekakor je ena izmed najbolj opaznih bila kritika Roberta Kureta, ne, ki je v bistvu dal možnost nastavkom večjim kritikam, tudi dolžino je opravičeval, kakšna je. Odlika romana je videna povsod. Za začetek, kako res v sicer tako kratek roman, približno 100 strani, šteje umestiti toliko različnih pogledov in jih pregnesti v eno smiselno celoto? Ja, kaj jaz ne vem, koliko je to vprašanje dolžine, ne, se mi zdi, da recimo ena pesniška zbirka je lahko v bistvu po obsegu, ne vem, 1,5, pa v bistvu pove res lahko cele svetove, filozofske neke nastavke, občutje subjekta v svetu, ne, se pravi, se mi zdi, recimo pesniška zbirka to uspe narediti v zelo omejenem prostoru, potem imamo tudi kratke zgodbe, pa kratke zgodbe, ne. Se mi zdi, da recimo ni nujno, da pač roman, recimo klasičen roman, ki je, mislim, to se meni zdi pač, je nekako, mislim, po strukturi je roman, ampak recimo dolžina je pa novela, ne. Je pa po strukturi roman, ker ima pač več nekih likov, ne, in ne spremljamo v bistvu perspektive samo ene osebe, ne. Roman ima zelo velikokrat v bistvu neke dele, ki so mogoče velike enih digresij, v bistvu velike enih linij, ki se lahko v bistvu prepletajo pa razvijajo znotraj tega. Kar sem jaz nekako delala, je, da sem dala veliko vsega tega not, tako da ne bi rekla, da v bistvu tematsko manjkajo, recimo veliko je nekih tem, veliko je motivov, veliko je zgodb recimo iz preteklosti likov, veliko je nekih ozadij, ampak je v bistvu strnjeno, bi rekla, v maniri v bistvu neke kratke proze, recimo. Kratke proze, skratka, vse, kar je povedano zelo zgoščeno. Povedano je v bistvu na tak način, da se pohitri ritem dogajanja, ne, da v bistvu
da nimamo občutka, no, da pripoved v bistvu nekako zastaja ali pa da v bistvu, ne vem, zelo velik, ne vem, da velik del prostora odmerimo recimo nečemu, kar je možno povedati mogoče na krajšem prostoru. To mi je recimo v neki izziv. Meni se zdi recimo, da bi lahko napisala nekaj zelo dolgega, zelo linearno, ampak se mi zdi, da že mene utruja, ko pomislim, da bi to delala. In se mi zdi, da bi želela daljšo formo tudi v bistvu pisati, ker zdaj pišem naslednji tekst, za katerega imam občutek, da bo daljši, ampak mislim, bo sigurno, ker je zdaj napisan recimo nekje polovica je osnutka, napisanega pa je že več kot tole, no, ampak se mi zdi, da mora biti dejansko potem toliko več. Ne želim, da bi se v bistvu razvodenelo v neko, da ne popusti napetostno mesto. Delo je hibridno, moja teza nekako gre takole, da je to manifest današnjemu svetu, kako živeti kritično, dobro, mogoče tudi plemenito in se poskušati boriti proti neoliberalizmu. Je lahko tako Lilith kot recimo Nace sta takšna? To je tako nehvaležno, če rečejo, da je tvoj roman manifest, ne? Vemo, kaj je manifest, načeloma neko programsko politično delo. Pač, mislim, tekst naj želi ponujati, se mi zdi, nekih dokončnih odgovorov. Ne? Tudi na koncu pridemo do tega, da v bistvu Lilith reče sama, da v bistvu ve, kaj ne želi več početi, recimo, kaj so neke stvari, ki jih ona želi nekako odstraniti zdaj, ampak ne ve, kako naj naprej, ne? Jaz mislim, da v bistvu tekst poskuša odpirati neke možnosti, uvida v to, kako je še mogoče bivati, ne? Na kakšen način je še mogoče živeti, ker recimo Lilith živi na nek neklasičen način, v bistvu izbira veliko nekih, kako bi rekla, marginalnih pozicij pa prepričanj, iz tega tudi ustvari, se mi zdi, nek način bivanja. Ampak ne bi pa rekla nujno, da, mislim, vidimo, ne, že v tem, kako ona kot lik funkcionira in kako ona vstopa v odnose, vidimo, da to sigurno ne more biti nek program, no, ki bi lahko ga bilo možno prenesti na druge. No, Nace sploh ne, jaz upam, no, da se ne bi prepoznalo, da bi Nace bil nek programski, ker... Ja, toliko, da skočim, ne gre za načrtno, ampak ta način življenja, ki ga v bistvu želi živeti Lilith, ali pa na kar opozarjaš, kako je Nace na nek način se odmaknil od družbe, ampak vseeno zmore v bistvu preživeti. Ravno tukaj sem želela pač ponuditi ta manifest, da v bistvu vse to pa je eden izmed izbire, ki so lahko. Ja, to sigurno, da je lahko to ena od izbir, pa da je, mislim, predvsem bi si želela nekako iti v smeri, da je pomembno raziskovati v bistvu, kako živimo, kako živijo recimo nekako veliki deli populacije v trenutni družbeni ureditvi in kaj so neke možnosti, kako lahko še živimo. Ampak seveda s tem zadržkom, da je tudi vsa taka alternativna gibanja, mislim, načine bivanja, treba pač v bistvu potem premisliti, kaj so neke pozitivne strani in kaj niso. Jaz mislim, da pri Lilith je veliko pozitivnega ravno v tem, kar sem prej govorila, ta obzirnost, ta premislek v bistvu, kako pustiti čim manjši vtis, kako v bistvu ne zaznamovati, pa v bistvu ne uničevati življenj drugih biti. Ampak seveda pač obstaja tudi nek prostor potem naprej za premislek, kje so recimo njeni problemi izvote in se mi zdi, da potem tu nastopijo drugi liki, ki mogoče spet neke nove poti odprejo. Tako da, mislim, definitivno je to roman, ki želi pokazati, kaj je še mogoče možno, pa kje so mogoče problemi tega, kakor trenutno živimo, to pa je. Bi prebrala prvi odlomek, lepo prosim. Imaš ti to označeno? Ne, nimam. Aha, nimaš. Imam pa. Imaš. Ne, jaz se ne vem, lahko je tiste meni, vseeno. Kakorkoli. Izvoli. Jaz bi se mogla na pamet vedeti, kje to je. Nimaš to, ni to označeno dobro. Mislim, bilo 15, ne? Ja. 15, 18. 15, ja, tako. Pa potem do tu? Ja. Si mislila tako? Ali do prvega odstavka tu? Ne, bi bilo bolje, če bi do tu. Do tu? Ja.
Egon in Lilith sedita pred Lilithin kontejnerjem v žerjavici taborniškega ognja, v alufoliji pečeta krompir. Pečene pobirata ven, jih razlamljata in na debelo mažeta z margarino, ki Lilith boža še vedno opeklinasto razbolelo nebo. Kadita in pijeta. Lilith pivo, Egon teran. Sonce zahaja, razmajana vrtna stolčka s črtastimi platnenimi sedali se mehko zažirata v travo. Deprim ga, no, sam mal, no, spet reče Egon. Ne, no, spet reče Lilith. Egon se je Lilith po telegramu oglasil ves ekstatičen. Tle je, Lilith, tle je, ti ga lahko pridem pokazati, dejno, Lilith, z nekom moram to deliti, dejno. Egon si je z denarjem, ki ga je dobil za 18. rojstni dan, pokril stroške preizkusa znanja o ravnanju z orožjem. Med obravnavo njegove vloge za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja na lokalni upravni enoti je uslužbenke s svojimi klici nadlegoval vsak dan. Improvizirano orožarno si je najprej uredil v prostorni, a povsem neizkoriščeni shrambi pod stopnicami v vili svojih staršev. To je bilo prvič, da sta se z Lilith resno sprla. Njej se je zdelo, da ogorčen kak lahk v odziv zadošča in dejstvo, da je on od nje pričakoval nekakšne argumente, je razbesnelo skoraj enako kot dejstvo, da si je šel dovoljenje za zbiranje orožja. Prejel ga je dan kasneje, kot bi ga moral, ker je eni od uslužbenk na upravni enoti prekipelo v okvirit v kičast rdeč okvir. Dejno, Lilith, dejno. Obljubil je pivo, teran, krompirji, žerjavice, pa prid je natipkala Lilith. Bolj ali manj zato, ker je sami postajala vse bolj in ne vse manj, kot je sicer upala, neprijetno. Škatlo z okrvavljenimi spodnicami je zatlačila v plastično vrečko in jih tako zapakirane vtaknila še v plastično posodo za shranjevanje hrane. Ker je imela le eno ogromno, je morala, da je spravila v zamrzovalnik, iz njega vreči paket zamrznenih žitnih polpet in vrečko pomfrija. Da bi šla na policijo, se ni mogla pripraviti. V ponvici je spekla polpete in ocvrla krompirče, kar je nato 2 dni zapored jedla za kosilo, za večerjo pa se je drugi dan že lahko privoščila slivovec moke. Hrana je imela ali pa se je tako samo zdelo nekam čudno kovinski kiselkast okus. Lilith je že v 3. razredu med edino zabavo v pižamah, na katero je bila kadarkoli povabljena, ugotovila, da jo ljudje utrujajo. Medtem ko so se njene sošolke igrale resnico ali izziv, je Lilith s praga vrat v dnevno sobo čez glavi sošolkinih staršev gledala poročila in ko so se pretepale z blazinami, se je zaprla v kopalnico in brala. Lilith je sprva nekoliko upala, da se bo občutek utrujenosti ob pravih ljudeh umaknil, a če tudi sta bila svinčen občutek v udih in občutek izvotljenega drobovja podruženi s tistimi, ki jim je zaradi raznih sovpadanj pravila presečniki, bolj topa, nekako obledela, nista izginila. Egon je bil tako kvečemu prisotnik. Nekako preprosto ni nikoli za vselej poniknil. Hvala. Prisotnik, to sem predvidela. Že prej sva govorili o Nacetu. Je eden izmed, bom rekla vse meni, zelo izmuzljivih likov. Zdi se na eni strani ranljiv, na drugi strani manipulira z Lilith, ki je njegova terapeutka, v bistvu bolj začasna. Zanimiva se mi zdi analiza obeh otroštev. Torej, tako pri Nacetu kot pri Lilith gre za introvertiranost, odmaknjenost od skupine, torej tudi sama se je že to povedala, tako v odraslih odnosih, kot pa tudi v odnosih recimo v šoli. Naceta so recimo celo pozabili na enem šolskem izletu, tudi tukaj na nek način poudariš kritiko do šolskega sistema in do samih pedagoških delavk. Naca in Lilith so v resnici to pa je bilo zelo zavestno grajena kot lika, ki stalno sovpadata v zelo veliko nekih točkah, tudi recimo v nekih takih nadrobnostih, kot je to, da v bistvu oba tisto, kar ima je zelo težko in s čemer ne želita opraviti, oba to zavržeta v zamrzovalnik. Lilith to naredi z prvim grozilnim paketom, ki ga je dobila. Nace pa ne more ubiti enega mladiča pasjega, ki bi ga mogel ubiti in namesto, da bi ga v bistvu pohodil, kot mu svetuje njegov v bistvu nadrejeni, ga zatlači v zamrzovalnik in pol v bistvu tam pusti tega psička, da zmrzne. Ampak v bistvu je podobna ta poteza, kam se odločita prestaviti to, in ja, zelo veliko je nekih podobnosti tudi v neki strukturi, v smislu, umaknjenosti, introvertiranosti, zaprtosti vase, zelo oba, mislim, Lilith ne Naca ne uspeta v bistvu izgraditi nekih odnosov,
globih, ne, tako da, ja, so neke presečnice, ampak kar je mene recimo zanimalo je to, na kakšne načine se v bistvu lahko neka podobna zgodba, podoben značaj v bistvu potem tudi izrazi, kaj v bistvu, k čemu lahko to vodi, kje se oseba lahko potem najde, v kakšne v bistvu neke situacije se potem uplete, pa na kakšen način v bistvu začne doživljati svet okrog sebe. Recimo Nace se priključi nekim vaškim stražam, ne, ki tudi v bistvu nekako aludira na to našo nedavno preteklost. In v bistvu vzgoji en tak zelo paranoičen, bi rekla nekako v bistvu alt-rightovski v zelo širokem pogledu, pogled na svet in odnos do sveta. Izhaja pa to nekako pri njemu v bistvu, ja, iz tega, kar si prej omenila, ne, res tega stalnega občutka spregledanosti. On je tudi dejansko bil pogosto spregledan, ni samo v bistvu nek občutek, ne, tako kot je pač v šoli, recimo so bile neke situacije, v katerih v bistvu se ga ni opazilo, se ni pripoznalo, da je z njim mogoče nekaj narobe, da ne vem, psihološko ne dobro funkcionira, doma je v bistvu bil zelo sam sebi prepuščen, ne, in v bistvu je iz tega potem to vzgojil, pač nek tak v bistvu občutek potrebe v bistvu po pripadnosti nečemu ali nekomu in se potem v bistvu najde pač med temi mladimi moškimi, recimo, ne, ki pač v bistvu nastopijo tu, naprimer konkretno v romanu, kot neka vaška straža, ne, in v bistvu tam on najde v bistvu nek občutek, da nekam spada, no, na začetku, vsaj na začetku romana, no. V bistvu tudi pozitiven lik, ko pomaga, torej v parku, ne, in starejše ženske v njem vidijo nek pozitiven lik, pozitivno osebo, ne, in se mi zdi, da zelo nazorno opišeš to njegovo prizadevanje, ne, da je vseeno dober, koristen družbi. Ja, mislim, pač jaz nisem ga želela narediti kot nek enostaven lik, ki ga je možno preprosto pač odpraviti v smislu, on je alt-rightovec in se z njim nimamo kaj pogovarjati in postaviti ta zid, ne, ampak v bistvu, kaj so neki motivi zadaj, ja, on v bistvu tudi v bistvu z upokojenkami, ne, sodeluje, oziroma pretežno upokojenkami in pač vzpostavlja en ta park, isto kot v bistvu tudi Lilith, ne, vrtnari, oba vrtnarita v bistvu, ne, se oba v bistvu zaznata ta nek položaj, tudi na nek način on v bistvu psico, ki jo potem kasneje pač po spletu nekih okoliščin in neke slabe, v bistvu slabega nekega odnosa, no, ravno v teh vaških stražah, v bistvu ima potem za razplod za te pasje boje, ne, jo je v bistvu rešil najprej iz ceste, torej imel neko občutljivost, ne, sprva in tudi potem se to kasneje odraža, no, v tem, ko pač ne uspe potem tega legla, no, zares vzgojiti za pasje borbe. Ampak recimo njega tudi izda ne samo šolski, izda ga tudi psihiatrični sistem, katerega del je Lilith v resnici, ne, zaradi tega, ker ga v bistvu psihiatrija zelo ne v bistvu nekako, mislim, ne dobi v bistvu tam neke poglobljene obravnave, ne, ampak v bistvu dejansko samo ta nek v bistvu proces patologizacije do medikamentoznega zdravljenja in v bistvu potem ostane sam z vsem, kar je v bistvu, kar je pač bilo v njem, ne. Jaz bi ti mogoče rekla celo završenost tega sistema, ne. Ena izmed rešitev je bila, kako je Lilith imela nujno Zoom seanso kot njegova nadomestna terapevtka in potem celo kako čim hitreje odpraviti Naceta, ne. In on to kot zelo občutljiv seveda zazna. Prav tukaj so zelo zanimivo izpeljani dialogi, ker v romanu ves čas pogovori, torej dialogi, naj si gre torej po Zoom seansah ali v živo, so oteženi. Veliko je tikov, veliko je vseh teh na nek način odmaknjenosti, zamolkov. Kako zgraditi zdaj takšne dialoge? Ja, to sem razmišljala že, ko sem brala prvič vprašanje, ne vem, mislim, zagotovo nisem namerno pisala na ta način, da bi nastajali neki tiki, kar sem jaz poskušala je v bistvu nekako ponašati nek naraven govor, zato je tudi v bistvu vse pisano v slengu. Tudi zapisano je dejansko v tej obliki, niti ni v bistvu ta neka literarizirana varianta slenga. V bistvu se mi zdi, da je to nastalo nekako mogoče ravno iz tega, no, če si to tako zaznala, se mi zdi, da je to mogoče možno razložiti na ta način, da so to dejansko veliko likov, ki zelo težko dejansko skomunicirajo, ne, se pravi, Nace težko skomunicira, Lilith težko skomunicira, pa vzpostavi dialog, ne, in tu potem nastanejo v bistvu lahko potem neki taki, ne, zamolki. Ta recimo Egon je tako malo robusten, no, pa malo tako površen, no, bi rekla, ne, tako ne vem. Ja, vseeno je nekoliko robusten, ne, je grob, ampak vseeno se mi zdi pozitiven lik.
bom rekla, da vsak ima tukaj neko svojo travmo ali pa neke svoje težave, ki jih pa v bistvu želi, oziroma vseeno želi svetu nekaj dobrega, ne gre tu za... Ja, mislim, ne vem, Egon je bil pisan v bistvu malo kot parodija neke Tenkijevske miselnosti, tako da pač v bistvu je kritično, je recimo Lilith predvsem do njegove recimo militantnosti, je izjemno militanten, mislim, obseden je v bistvu s temi za orožje, za vojno, tako, no. Ampak, ja, mislim, jaz načeloma, ne verjamem, da so ljudje dobri ali pa slabi, tudi da so pač tudi pisani tu na ta način, skratka pač, da so neka celota z različnimi, pač pozitivnimi, negativnimi hotenji, vplivi in tako da pač, ja. Ampak Egon lahko pride moče, ker ni toliko mogoče v spredju, no, mogoče lahko zazveni tako malo kot humoren celo ali pa nekaj, ne. Zelo zanimivo je, torej že prej sva načeli temo jezik. V samem delu si se lotila savinjskega dialekta. Jaz bom rekla, da tudi veliko celjskega govora je vpeljanega. V bistvu je kar pogosto, torej tak način v zadnjih časih, recimo že z Matejem Krajncem, ki je v bistvu začel z celjščino, s celjskim govorom. Kako zdaj spajati na eni strani književni jezik, ki pa vseeno je v romanu, in potem slang, potem savinjski dialekt in seveda specifično ta celjski govor? Ja, ne vem, jaz sicer ne vem točno, koliko je, in tudi to ni bil namenno, koliko je v bistvu to res celjski ali pa savinjski govor, mislim, da se pozna neka mešanica tega, ker v bistvu recimo jaz osebno, no, ne vem, prihajam iz Laškega, potem sem bila v srednji šoli v Celju, 10 let sem živela v Ljubljani, partner je v bistvu iz tega štajerskega konca, se pravi Poljčane pa Maribor je živel, in v bistvu se mi zdi, da vedno, ko prihajamo v neke različne kontekste, dobivamo, pač pobiramo neke naglase, pobiramo neke besede in se mi zdi, da potem tisto, kar o sebe govorimo, so neki bolj individualni, velikokrat individualni neki skupki različnih narečij. Seveda pač odvisno zdaj, koliko se seliš po Sloveniji, ker Slovenija ima res zelo veliko dialektov, ampak ja, mislim, moj namen je bil v resnici pokazati nekako, da je lahko literarni in umetniški v bistvu zelo raznolik jezik, zelo raznolik izraz, da v bistvu in v bistvu, kar me je zanimalo, je v bistvu, koliko se da delati z jezikom, koliko je v bistvu možno jezik kot neko orodje uporabljati, zaradi tega, ker pač v literarni umetnosti je v bistvu jezik tvoje edino orodje in medij in mene je v bistvu zanimalo, koliko lahko v bistvu to raztegnem, kam se to lahko razpelje, zaradi tega so tudi zdaj recimo zelo veliko nekih novorekov, zelo veliko je nekih besed, ki v bistvu predtem niso obstajale, ki so neki izmisleki, pač potem je veliko nekih dolgih, zapletenih povedi, potem so neke krajše, v bistvu samo opisne, potem je ta slang. V bistvu to mi je bilo zanimivo preprosto iz tega, kako v bistvu neke stvari najbolj prepričljivo upovedati in se mi zdi, da v bistvu s tem, ko pač postavimo govor, pač v bistvu v nek slang in tudi damo notri neke zamolke, te medmete in te zadeve, se mi je zdelo, da v bistvu boljše odraža realnost, da bolj da v bistvu nek ti živosti, po drugi strani pa se mi zdi, da so neke stvari, kot so neke refleksije, razmisleki, ki jih je pa recimo dobro, ki se jih da boljše mogoče opovedati v nekem bolj kompleksnem, recimo slovnično izpisanem jeziku seveda in potem, da je jezik tudi hkrati nekaj, kar se vedno spreminja, kar je vedno mogoče dopolniti, kar v bistvu se potem odraža s temi novoreki, kar je bil moj način nekako tega. Tudi trpniki in tvorniki, ta meja se mi zdi med njimi je skoraj da pač nevidna, ker tudi fascinantno je, ko recimo eno tenkočutno stvar, ker vseeno roman gradi na občutih, napišeš v trpniku, ena zelo kratka poved in se mi zdi, da je fascinantno, kako ti udariš in presekaš, tudi sama se reka te presečnice, to kompleksnost občutij. Si pa tudi v bistvu razbila to standardizirano obliko moškega spola, glagolskih oblik, samostalnikov.
vpeljala si to formo torej, ženskih oblik. Bi lahko povedala kaj več o tem, kako si zdaj to zamislila? In se mi zdi, da roman ne gradi zdaj samo na osebah, na torej, ideji proti kapitalizmu, ampak je zanimiv vidik z jezika. Ja, okay. Jaz pač jezik razumem, razumem, jezik je sistemnik, ne? V bistvu, kar je meni zelo zanimivo, je to, da v bistvu jezik, kot kaže v bistvu neke lingvistične študije, zelo določa v bistvu, kako ljudje doživljajo svet, sebe v svetu, druga bitja v svetu, druge predmete konec koncev. In recimo ena referenca, ki mislim, ena takem primer, ki je meni vedno zanimiv, so raziskovali v bistvu, na kak način populacije v različnih državah, v različnih jezikih doživljajo most. Ne? Most. Kaj so prve neke v bistvu ideje in v bistvu, kaj največ ljudi v bistvu, kaj so pridevniki, s katerimi največ ljudi v bistvu opiše most v različnih državah. In tam, kjer je v bistvu bil most samostalnik ženskega spola, je velikokrat v bistvu so bile neke take pridevniki kot povezovanje, v bistvu eleganca, nekaj takega, kjer pa se je bil v moškem spolu, tako kot je pri nas, je bilo pa recimo zelo velikokrat trdnost, ne? Recimo neka potem moč, ne? Da je močen, recimo mi imamo tudi to trden, kakor, ja, kako je že ta... Še igra je, ne? Ja, ali je kaj trden most, kakor skala kamenkost, ja, to recimo, ne? Ja, so različne v bistvu neke povezave bile, se zdaj ne spomnim, kaj točno so vse bili te pridevniki, ampak meni se je to zelo, zelo zanimivo, ne? In je tudi v bistvu, vidimo tudi recimo, ne vem, odvisno od tega, v kakšnem okolju ljudje živijo, ne vem, eni jeziki poznajo, ne vem, mislim, da več 10 izrazov za sneg, recimo, ne? Mi imamo pač par... Sploh severni. Ja, ne? V bistvu in to zelo odraža vse, ne? In zdaj pač seveda del tega je tudi v bistvu, kak razumemo spol v jeziku in v bistvu kak lahko recimo, koliko inkluzivno razumemo pač v bistvu, ko se izražamo v jeziku, ne? In zdaj recimo te slovanski jeziki recimo in germanski jeziki imajo zelo to v bistvu, zelo v vseh v bistvu osebah, ne, je vedno izražen spol, ne, se pravi učitelji, učiteljice imamo zelo različno, ne, medtem ko recimo, ne vem, angleščina ima tega dosti manj, tudi v drugi osebi recimo, če nagovarjamo v angleščini, ni viden spol, ne. Ko imamo pač obliko you, ne, v bistvu ne izrazimo z glagolom, v bistvu ne moremo vedeti, katerega spola je oseba. Ne. Tudi če imamo they, v bistvu je tudi isto ne moremo vedeti. Ne. Kar se pri prevajanju recimo velikokrat lahko izkaže za oviro, ker moraš prebrati cel odstavek, da veš v bistvu, v kateri spol sploh postaviš osebo, ne, ker recimo lahko ni razvidno. Ne. In ene stvari so neprevedljive recimo v slovenščino. Ne. In to, kar se meni recimo zdi, ne, kar je tu v slovenskem jeziku, je res zelo pogosto, pač, ne vem, jaz osebno, ne, sem recimo vse življenje recimo morala se najdevati v moški obliki, ne, ampak to je v bistvu, ne, če imam recimo avtorji, ne, bralci, ne, je to v bistvu neka drug občutek je mene do tega teksta kot nekoga, ki sebe doživlja v moškem spolu in se v bistvu najde takoj v tej skupini, ne. In v bistvu, tu je potem pač cel kup nekih več teorij z področja kulture, sociologije kulture. In pač meni je recimo to zanimivo, da se v bistvu raziskuje, kaj so neke druge možnosti zapisa, izrekanja govora, zato so recimo trpniki nekaj, kar mi je zelo blizu. Naprimer, časopis Delo ne dopušča, da v bistvu kakorkoli neke inovacije pač v obliko samega zapisa, da se ne posega, recimo počrtaj, ki je zelo, sicer zdaj se mi zdi ena najbolj uporabljenih oblik za inkluziven jezik, recimo se ne sme uporabljati. Teda tam jaz recimo navadno uporabljam ali trpnike, ali pa recimo namesto gledalci napišem publika in tako. Skratka, pač v bistvu nekako, kako izraziti vseeno v bistvu mimo tega. Zdaj, tle bi pa opozorila, da v romanu ni v bistvu to, ni ta raba čez cel roman. Pri Nacetu v bistvu imamo moško obliko, ne, medtem ko imamo pri Lilith v bistvu to inkluzivno obliko z 4 pičem, no, ki je tudi v bistvu neka oblika, pa je zapisano, ne vem, kaj je tle tudi na začetku opisana, je pa v bistvu v slovanskih jezikih bila, no, izražena, v bistvu izpade na koncu zgleda, kot da je v ženski obliki, ampak ni, ker je v bistvu ta znakomest, ki pač nakazuje v bistvu, tle je primer, recimo učitelji, da v bistvu tako, se pravi, oblika zapisa, ki je nastala v okviru kolektiva Krilo,
nakazuje gramatični nastavek in ali ter niti, in to pomeni primer učitelji, učiteljice, učitelji in učiteljice, učitelji ali učiteljice, niti učiteljice, pri čemer s tem zadnjim niti pač nakazuje preseganje binarnosti, se pravi ne samo moških in ženskih spolnih identitet. No. Tako da v bistvu je pa tu upoštevan svetovni v bistvu nazor in občutek v bistvu oseb, ki nastopajo v neki liniji. Tako da ni v bistvu stalno uporabljena ta oblika. No. Ja, in celo varira. Ja. Še ostaniva pri jeziku. V bistvu, kar se tiče živali, kar se tiče rastlinja, gozdov, dreves, pa jih opisuješ izjemno poetično. Naj se gre recimo za sprehod mravlje čez roko Lilit ali pa torej recimo fižolovke, ki jih v bistvu zelo lepo upeljuješ, potem vrt. Ne. Sam odnos do sveta, že prej si omenila recimo pandemijo, občutke zavrženosti, občutke v bistvu na nek način vse skozi tega, kako je treba premišljevati, imeti mogoče celo distanco, ki pa se zdaj spremeni in razbini. Se mi zdi, da sama neka bivanska okolica živali in recimo torej rastlinja je upeljana skozi poetični jezik, skozi občutek sožitja z naravo. Bom rekla, da stapljanja. Ja, kar je bil moj namen, je bil v bistvu da se uvede v bistvu tudi rastline in živali kot akterke in akterje. Se pravi, da enakovredi, ne? Ja, mislim, da nekako v bistvu izstopijo ven iz tega, kar navadno imamo, ne, pač narava, ne, tako imenovana posebej rastline ali pa neke pokrajine, zelo velikokrat služijo v literarnih tekstih kot kulisa, ne, pač mi opišemo neko mesto ali pa pač neko, ne vem, podeželje, zaradi tega, da dobimo občutek o prostoru samo, ne. Kar sem pač želela tu dodati, je to, da v bistvu začnemo videti pač vsa ta neka živa bitja, ki obstajajo z nami, pač kot to, no, kot neka živa bitja, ki imajo neke v bistvu lastne potrebe, interese, če govorimo o živalih, nek način doživljanja, izkustvo, pač neko bivansko in tako, no, take stvari. In se mi je zdelo, da je to pomembno, da v bistvu jih postavimo nekam ven iz te v bistvu popolnoma pasivne vloge. Ja, in jih na tak mehek način upeljuješ tudi recimo kritiko svetlobne onesnaženosti, čeprav recimo Lilit živi v kontejnerju na samem, se ne osvetli, torej okoli hiše. Tudi recimo tema se mi zdi za Lilit pomembna, eden izmed pasosov je, ko recimo čez cel vikend ni želela torej naravne svetlobe, naravnega vira svetlobe in je spustila žaluzije oziroma rolete. Torej ta svetloba, tema, kot ti drobni motivi se mi tudi zdijo vpeljani v roman skozi držo lastnega odnosa do sveta in po eni strani seveda ekokritike. Ja, jaz mislim sicer, da pri Lilit lahko dobimo tudi občutek. Mislim, po eni strani so to take fine prakse, ne, ki so dejansko dobrodošle in se mi zdi, da so pomembne in je smiselno iti v tej smeri. Po drugi strani pa tudi se mi zdi, da včasih pa tudi tako malo izpadejo komično in tudi je bilo namerno, ne, izpade komično in izpade v bistvu pretirano ali pa izpade v bistvu tako nekako, ne vem, no nepraktično, ne, ker potem ravno zaradi tega, ker nima luči, ne, zunaj se doživi potem neke probleme tudi na neki točki v romanu in ji postane malo žal. Definitivno pa ta odnos do teme, to pa mislim, da ja, no, ampak to je pa, se mi zdi, da bolj iz nekega notranjega občutka tega, da ona v temi najde dejansko nek občutek varnosti, umika, da izgine, ne. Mislim, da mogoče po tej psihološki plati. Kaj pa vampirji? V bistvu so tukaj lahko tudi služijo kot metafora, spomnilo me mogoče tudi na sago Somrak in v bistvu tudi vampirizem, torej vampirski odnosi. Ja, kako te je pa spomnilo, če te lahko jaz vprašam, kako te je spomnilo na sago Somrak? Ker sem roman tudi lektorirala in ko je bil tisti občutek, tam lektoriram, pa to je bilo tako zjutraj, pa ziva je bila in tisti mislim, da je bil to en prvi, drugi sneg in se spomnim na to. Še sama, ne vem, ampak samo tak občutek me spreleti in se reka, to te moram enkrat vprašati. Ali si tudi sama razmišljala o tem, ali to res bil zgolj tisti občutek? Si brala Somrak? Brala nisem do konca, priznam, sem pa potem gledala.
Aha, ja, no, jaz sem to brala v srednji šoli med maturo, no. Pač ni bi, mislim, zdaj pač Somrak je ta v bistvu neka erotizacija vampirskega lika in v bistvu neka romantizacija celo, v bistvu, mislim, se je v bistvu... Oboje, ne? Ja, v bistvu, mislim, vampir je erotičen lik že ves čas, v bistvu, ne, tudi pri Drakuli, ne, in je tudi nekako z temi teoretsko psihoanalizo, no, recimo, tu sem jaz v bistvu nekako vstopila. Tak je prišel v bistvu prvo Franc v ta eno od vampirjev, no, že v ta roman, ki sem ga prej omenila, ne, da je v bistvu bil kot neko sodišče. Je v bistvu vstopil skozi ravno to, da sem v bistvu raziskovala skozi teoretsko psihoanalizo v bistvu, kako funkcionira v bistvu lik vampirja v literaturi, kaj pomeni v bistvu v feminizmu in tako, no, teda v bistvu je nekako na ta način nastopil najprej. Zdaj se mi je pa zdaj v resnici zelo zanimiv lik iz vidika v bistvu tega, kar zdaj pogosto uporabljamo, ne, se pravi povampirjeni kapitalizem recimo, ne, kjer v bistvu vampirizem razumemo kot neko prakso, ki se zelo zažira, v bistvu nima neke meje, ne, v bistvu spodjedati začne samo sebe, je zelo uničujoča in se zažira dejansko stalno v telesa, v tkiva, ne, tako kot se v bistvu kapitalistični sistem. Ali pa karnistični sistem, pač veliko teh sistemov, no, ki pač so neka splošna podstat naše družbe. Tako da to je bil recimo en moment, ne, drugi je bil potem v bistvu tudi mogoče neka navezava na vampirje z Gorjancev, kako lahko v bistvu različne politične sisteme razumemo, ne, kje imajo to vampirsko noto, vampirskost, ja. To je bila v bistvu ena plat, druga pa ja, verjetno ta neki čustveni vampirizem, dejansko to zajedanje v medosebnih odnosih, recimo nekih manipulacij, izčrpavanja, ne, in tako. Teda v bistvu to je bila ena stvar, druga pa potem seveda pač čisto v bistvu specizem in karnizem, pač zažiranje čisto fizično drugih bitij in drugih teles in če lahko to razumem kot neko vampirsko prakso. Tako da nekako me je zanimalo, na kak način v bistvu je to nek mitološki lik, ki korespondira z sodobnostjo, naj pa rekla, da nima pa te romantične komponente, no. Noben od teh vampirjev ni v bistvu neka erotična figura, pa posebej pa ne romantična figura, no. Bi prebrala enega izmed izbranih odlomkov? Ja. Aha, tole stran preberem, 18, Lili, do tule. Do tule? Žile v sencih? Ja. Ok, dobro. Lilit prikima, odpije še en požirek piva. Zateče se v pričakovano gesto. Ne nadaljuje. Ne pove, da je Pajk zares zintrigiral. Ne omeni nejasnega občutka, da mu mora priti do dna, ki se je v drobove zalezel neopazno, je obenem takoj, ko se ga je zavedela, umrtvil požiralnik in usušil nosnice. Ne, tega ne more nikomur zaupati. Vidi, da z Egonom ne bo šlo, ne gre iz jezika, sodelavke odpadejo. Pomisli, da bi se zaupala Nevi ali Jakobu, ampak to misel tudi skoraj da v istem hipu zavrne. Čuti manjko zaupljivosti, zajetkan v krvožilje. Lilic naslonjala stola na roko zleze mravljica. Steče čez sredinec, zavije z nohta na spodnjo stran prsta, se ustavi, se obrača sem in tja, steče čez notranjo stran dlani do zapestja in nazaj na hrbtišče roke. Lilit poskuša zaznati dotik njenega telesa na svojem, a je težko. Tako lahka je, njene nožice pa tako drobne in tenke, a je vseeno všeč. Rada ima takšna srečanja. Skloni se in jo odloži na travno bilko ob stolu. V trenutek, ko izleze z prsta, občuti nekolikšno obžalovanje. Konec poznanstva. Vampir, reče Egon zamišljeno sam pri sebi. Lilici želi, da bi spokal domov, kar sicer zame kot dober znak. Morda bo to njeno nelagodje v samoti le popustilo, ampak zdaj je že prepozno, preveč je popil. Pa še omejitev gibanja velja že več ur. Lilit neprijetno mrazi ob lastni gnetljivosti. Za obrnitve paradigem trajajo desetletja, stoletja, tu in tam prepričevala Leona, očeta, ki ga je, čeprav je nemajhen delež otroštva preživela z njim v nekakšni enostarševski skupnosti, težko dojemala kot svojega starša. Vendarle ga zaznava njega in vse tisto, čemur se postavlja po robu v vsakem nadležnem utripu žile v senci. Kako torej Lilit dojema svet okoli sebe, bom rekla te svoje mikrokozmose in potem recimo delo? Gre za njeno transformacijo, nje same? Tudi sama si že pač omenila, ne, da pač
vse spreminja, razmišlja, ugotavlja, da ene odločitve mogoče niso dobre. Ja. Ja, mislim, da ja, no. Mislim, da do neke, oziroma jaz mislim tako, da ima ob sebi neke ljudi, no, mogoče Nevo posebej, no, pa mogoče imamo to Matildo, ne, ki jo se mi zdi navajata bolj v to smer, da ni v bistvu vse tako nekako fiksirano pa statično, ker se mi zdi, da ona je zelo oseba, ki ima take rituale svoje, ene načine, no, od katerih ne zares odstopa, ne, ona ima v bistvu nek visoko postavljen, recimo bi rekla temu nek etični sistem, ne, ampak po drugi strani je pa zelo rigidna, ne, v tem. Tako da ona se mi zdi, da v bistvu ona zelo težko v bistvu gre preko in te stvari se mi zdi, da tu od Neva, recimo ta pač njena partnerka in ljubimka v bistvu stalno tako se mi zdi malo poskuša spraviti ven iz tega, ne, v bistvu mogoče ji pokazati, da so neke stvari v bistvu bolj fluidne, da se bolj spreminjajo, da nekje potrebujejo recimo mogoče različne pristope in tako, no. Tako da se mi zdi, da mogoče na ta način. No, najbolj mi je v bistvu Neva tak lik, no, kot se zdaj tle, se mi zdi, da ima bolj to, da je bolj njena lastnost, no. Tako. In potem v samem delu je zaznati torej čas pandemije, COVID-19, potem rušitev Roga in seveda skvotanje vaške straže, vso to situacijo, ki nas, bomo rekla, je verjetno vse prizadela na različne načine. Vseeno pa ne greš zdaj v neko potaljanje, ne gre zdaj samo za eno resnico v romanu, tudi recimo Neva je recimo čipirana, pa recimo potem Lilith ni. Torej, vsa ta resnica je v bistvu zelo odprta, oziroma vsa ta življenja so zelo odprta. Ja, se tako, kot sem prej nekako poskušala pokazati, se mi zdi, ko smo govorili o likih, ne, sigurno, ja, ne obstaja neka ena resnica, no, se mi zdi v tem smislu, no. Tudi se mi zdi, da čeprav recimo sourejaš Animot, je en pasus, ker v bistvu si do tega rahlo ironična, ne, recimo v tem raziskuje nace, ne, recimo Lilith. Vseeno je ta zanimiva drža v romanu. To ne bi rekla, čeprav gre za določene angažiranosti, za katere se zavzema Lilith, da to ne moramo govoriti zdaj o družbeno angažiranem romanu ali Ne, saj Lilith v resnici sploh ni družbeno angažirana, ona je popolnoma umaknjena. To mi je zelo zanimivo, no, sicer se mi zdi, da je pač prihajalo tudi v interpretacijah, pa v kritikah, pa tako, no, da je prihajalo preveč do tega, da so ljudje brali, ona recimo, ne vem, pač avtorica, ne, je pa, ne vem, aktivistka za pravice živali in feministka, tako da je Lilith tudi aktivistka, a Lilith ni nič aktivistka, Lilith je v bistvu dejansko oseba, ki živi popolnoma stran od družbe, ki se z ničemer ne ukvarja, ki ni v ničemer aktivna, ona je v bistvu ona ima en job, mislim, v psihiatrični bolnici in ona v bistvu samo tja hodi. Ona v bistvu ves njen, mislim, stik z temi nekimi stvarmi je v bistvu tako zelo iz zasebnega prostora, ona spremlja neke stvari, ne. In zaradi tega ta recimo odlomek, nekaj si ga omenila, kjer Nace opisuje, ne, kjer Nace v bistvu brska po njenih socialnih omrežjih, ne, in potem ugotavlja, kaj so v bistvu vse neke njeni interesi, ne, pa kaj tako. In potem jaz sem hotela tle v bistvu nekako nastopiti kritično z vidika, on v bistvu, kaj on naredi, ne, to se zelo velikokrat dogaja, se mi zdi, in na desnici in na levici, no, sicer, ampak tle pač zdaj ta primer, on v bistvu pogleda, kaj so neki njeni označevalci zunanji, on si potem iz tega ustvari podobo. Ona je pa zdaj feministka, pa ne vem, zdaj je še aktivistka, pa ona je pa iz tega, kar je ona delila na Facebooku, ne, in v bistvu tle je zamenjana, v bistvu se mi zdi neka prezentacija na socialnih omrežjih, neki mogoče interesi, v bistvu že kar z nekimi političnimi akcijami, udejstvovanjem in tako naprej. In v bistvu s tem, kako hitro in koliko malo podatki si on v bistvu poskuša si predstavljati, da si je vzpostavil z eno celovito podobo, ne? Ne, ampak kar bi jaz tukaj želela ti dodati, mogoče vse skupaj je zelo umirjeno, ne. Spomnila sem se na eno izmed ravno teh kritik, kjer v bistvu je celo to, da pač so potegnili stvari iz tvojih osebnih prizadevanj, ne, in zanimanj, ne, in kako v bistvu so vse skupaj nalepili na Lilith, ne. Ampak tukaj bi rekla,
rekla, ne, da saj Lilith ni nujno tako zelo feministično usmerjena. Je v bistvu svobodna ženska, ki želi biti samostojna, ampak zdaj seveda ja, ona živi zelo osamljeno, bom rekla osamljeno. Življenje v samoti, ne, ki si ga izbrala sama. Ja, jaz mislim, da so v resnici pač ene tematike, take, o katerih ne moreš pisati, ne da takoj v bistvu grejo v bistvu interpretacije lahko v smer neke družbene angažiranosti. Ne? Takoj, ko bo roman imel neke feministične teme ali pa sploh, ne vem, okolje, pravice z živalmi, tako bo to kot nek aktivističen tekst predstavljeno. Kar sem jaz v bistvu tle želela pokazati, je bilo v bistvu ukvarjanje z različnimi političnimi pozicijami, kako lahko v bistvu oseba misli, da deluje, kako od zunaj deluje, kako jo skupnost dojame, kako potem nekdo z drugega političnega pola razume njeno delovanje in obratno, seveda. Ne? Skratka, kako lahko v bistvu vse te pozicije rezonirajo. No? In seveda nimajo nekih enoznačnih potem niti prezentacij, niti posledic v bistvu dejanja teh ljudi in tako pač. No? Tukaj bi mogoče se ustavili pri teh igranjah vlog. V bistvu vse to niso vloge, ne, ki jih igramo v življenju, to smo, ne, ker tudi Lilith to je. Ne. Tukaj bi mogoče postavila še vprašanje. Sama Lilith, o tem ste sicer že govorili, ampak kako si v bistvu zdaj zgradila proti vsemu temu svetu? Ima res visoko postavljena merila, mogoče bi celo lahko rekli, da ima kakšen blažji mogoče Aspergerjev sindrom ali pa kaj po današnjih standardih seveda zdravstvenega sistema, ampak kako torej vse te njene travme, ki nenehno butajo, torej iz otroštva, zapustila jo je mama in vse to, kar se zdaj dogaja z njo, pa jo v bistvu neprestano silijo na tla, silijo na to, da se v bistvu ne more zdaj soočiti z določenimi stvarmi. Ne. Vse na nek način kanal za njo je Niva, ne, ampak vseeno je to, vsa ta travmatična izkušnja iz otroštva nenehno toče. Ne. Ja, mislim, seveda, pač to, mislim, ja, jaz mislim, da pač to je podobno je pač pri Lilith, podobno je pri Nace, to pač nakazano je tudi pri drugih likih, ne, da v bistvu vedno vstopamo v javni prostor z nekimi zasebnimi in javnimi okoliščinami, zaznamovani smo z različnimi konteksti, z različnimi situacijami. Ne? In ja, ona pač v bistvu, to, kar sem rekla, ne, kot neko kritiko, da recimo, mislim, kritiko pač nije kot lika, recimo, oziroma njenega delovanja. Ne? To, da ona ni sposobna v bistvu ustvariti verjetno nekega bližnjega odnosa, je najbrž lahko odraz po eni strani in nekih družbenih okoliščin in tako, kot si rekla, ne, pač nekih osebnih travm. Ne. Tudi v bistvu pri Nace to lahko vidimo, ne, da so njegove izbire lahko v bistvu posledica nekih osebnih travm tudi. Ne. Se pravi, pač nekdo, recimo, ne, Lilith konkretno recimo živela brez mame, ne, odraščala večji del otroštva brez mame, ki se je v bistvu preselila nekam na drugo celino, v bistvu zasledovala neke svoje v bistvu cilje, ne, in je v bistvu Lilith odraščala za enim takim zelo neodgovornim, zelo mladim očetom, ne. V bistvu sta bila oba starša zelo mlada. Ne? Mama 2 leti starejša, če sem prav zračunala. Mislim, oba sta bila v bistvu še vedno najstniška starša, ne? Ko se je Lilith rodila in ona je v bistvu odraščala s tem očetom, ki je bil tak pač človek, no, ki tudi je v bistvu imel sam, ne, nekaj, mislim, konec koncev pa tudi, mislim, imel je po eni strani neke svoje probleme in tako idejne in filozofske, kot pač hkrati je imel pa tudi zelo težke okoliščine, recimo, ne, se je znašel zdaj sam z tem otrokom, recimo, ne, ki pač je ostal pri njem. Ne? In ja, seveda, to je na nek način verjetno lahko eden od razlogov, zakaj je recimo Lilith težko vstopi v nek odnos. Ne? Po drugi strani pa seveda tudi neke politične in neke družbeni pritiski, ki jih opazuje. Ne? Recimo to, da ne vem, se od ženske recimo lahko pričakuje zelo veliko investicijo velikokrat v odnose, čustveno investicijo v odnose, prevzemanje recimo zelo veliko skrbstvenih vlog, ne, ona mogoče tega ne želi v bistvu mogoče nek drugačen odnos, pa potem ne ve, kaj v bistvu na drugi strani dati, kako vzpostaviti, ne vem, nek enakovrednejši, ampak bolj svoboden odnos, ne vem. Ne. Seveda, veliko je teh vplivov. Ne. In tukaj bi mogoče prišli do porcelanaste punčke, ne, ki se mi zdi, da se vse skozi na nek način pojavlja tudi recimo pri ideji o črepinjah, ko recimo Lilithina mami ne ve, ali bi se odločila za to življenje, ki je torej in njo in njega, torej njenega očeta pač presenetilo in se potem ima tukaj na plaži to hišico, ki pa tudi v bistvu spomni potem, da so to v bistvu črepinje, na katerih se je porezala in simbol v bistvu razdrtega doma in potem recimo kontejner, ki si ga izbere Lilith in potem vsa ta punčka, ki se
neprestano nekje pojavlja. Jaz sem rekla, da sem se kar nekako spomnila na ta motiv pesnice Lidije Gačnik Gombač, ki v pokrajini Vrtnic tudi uporablja to porcelanasto punčko, odmaknjeno, samo, prestrašeno, ampak izjemno močno. Ja, zato je še eden od teh pomenov tega naslova punčica, ne, kako v bistvu pač prinese v bistvu Nace to eno figurico punčke in ji razbije glavo in jo potem vrže Lilith v ta kontejner. Ja, mislim, sigurno se mi zdi, da je fragment nekaj, kar je pomembno, ne, ali pač repinja pomembno za ta roman in v smislu upovedovanja, ker je veliko upovedanih nekih fragmentov, nekih zgodb iz preteklosti, pa tudi zdaj so v bistvu tako, no, je fragmentarno, v bistvu so podane informacije. Ampak ja, no, ne, to, kar si pač omenila, ne, to je bil dejansko ta dvojni pomen, ne, da v bistvu, ko je pač ta mama Matilda v bistvu od pač Lilithina ne najde v bistvu, ko je noseča, najde neko črepinjo na plaži in tam je narisana hišica, ne, in ona najprej, ko v bistvu želi videti, ko v bistvu želi poskusiti, ne, živeti to vrstno življenje, družinsko neko in pač, ne vem, ostati tam in tako, ne, vidi najprej to slikico, ne, potem pa v bistvu vidi kasneje, pa pač, ko živi v bistvu to življenje, ko se pač začne pojavljati nekaj, v bistvu, ko začuti v bistvu, koliko zelo to v bistvu se ne sklada z njo, ne, kot osebo, pa v bistvu vidi, da mislim, se pa spomni tega, koliko se je v bistvu na tem drobcu porezala, ne. Tako da ja, pač v bistvu to so neki taki dvojni pomeni, ja, tudi pri tej punčki, no, ki jo pač prinese Nace, ker dejansko kot grožnja hkrati deluje, ne. Je pa velikokrat se mi zdi razumljena kot en tak, mislim, odvisno zdaj, kako pogledamo, ne, velikokrat je razumljena recimo kot neki buržujski simbol, recimo, ne, meščanstva, recimo, ne, pač. Ampak tukaj v bistvu ni, ne. Se mi zdi, da si to zelo nekako predelala in v bistvu dala nek drugačen simbol tej deklici, ne zdaj neko petičnost in tako. Mislim, ja, ampak ne, lahko pa tudi recimo razumemo, ker Nace je v bistvu jezen ne samo na Lilith, ampak v bistvu tudi na celotno v bistvu kliniko, ki ga je pač popolnoma samega pustila v neki veliki stiski, ne, in on zelo prenese v bistvu na njo, Lilith je v bistvu pač kot neki transfer, ne, in v tem smislu lahko tudi razumemo, da se želimo, da mogoče ta punčka dejansko predstavlja nek simbol v bistvu nekega razreda, ne, kamor on v bistvu ne spada, ne, in hkrati ja, seveda pač deklico žensko, ki jo pač uniči, tako da je ta preplet v bistvu enega in drugega. Skratka, eno je lahko legitimna v bistvu pozicija njegova, ne, in hkrati je v bistvu ena taka zelo zastrašujoča, pa to dvoje se lahko prepleta v isti akciji, ne. Bi še za konec, preden bi se poslovili, prebrala zadnji del oziroma zadnji odlomek. Ja, to pa mislim, da je bilo 96, ne? Ja. Lepo prosim. Aha, kaj mi lahko tu samo poveš, kaj točno si imela, mislim, da ja. Tule bi od smrek, Nace se razgleduje. Ali pa mogoče daj še tule, tam Frančeva prisotnost, lepo prosim. Kje? Tule, kam bi se. Kam bi se, če bi se, aha, ja. In do kje pa to? Tukaj, ne. Do tule? Ja. Kam bi se, če bi ostal ta Frančeva prisotnost zasukala? Preden je Mihevc tistega nedeljskega jutra tako rekoč odrl k njemu in zahteval, da Morano pripusti k tistim trem penečim se samcem, kakšnih neprijetnih incidentov v resnici ni bilo. Spoznala sta se na deževni večer pred 3 leti, na tisti dan, ko so Naceta odpustili iz psihiatrije. In je lilo tako močno, da ga je kljub zložljivemu dežniku, ki mu ga je iz zaloge izgubljenih predmetov posodil bolnišnični vratar, povsem premočilo. Ko je Mihevc pristopil k njegovi mizi v kotu bara na bencinski črpalki, je popil že 4. pivo. Zataknil se je, ampak saj, kam pa naj bi se dal? Misel na prazno stričevo hišo ga je plašila. Mihevc ga je predvsem veliko poslušal. Kasneje, ko je že bilo povsem jasno, da Nace ne želi biti sam, pa ga je povabil k sebi domov. Čeprav je bilo v stanovanju le par kosov dotrajanega pohištva in več kosov dovršene tehnične opreme, je vzbujalo vtis urejenosti in discipline. Nace? Nace se razgleduje okoli sebe. Smreke, bukve in hrasti v gozdu za kontejnerjem valovijo v prijetnem vetrcu. Rahlo se mu vrti. Potem, ko sta s Francem pred dobrimi 20 minutami prišla sem, se mu je v možganih zagozdila beseda prenos.
Kontejner in vrt pred njim se mu nenadoma zazdita nekam tuja. Kako je že rekla na eni tistih skupinskih terapij sobolniku iz sosednje sobe? Včasih gre za prenos, za poskuse konkretizacije, pa ciljajo v napačne tarče. Ki pa ciljajo v napačne tarče, se pričujem. Počasi mu postaja žal. Prvenstveno prestopa iz sive cone, nekoliko pa tudi vseh poprejšnjih akcij. Njena neodzivnost ga še vedno nekoliko kuha, a za hip se zave, da z vsakim odmikom od pričakovanega, z vsakim njenim trmastim neodzivom tudi njegov cilj mutira. Vse bolj se usmerja k poskusom rekonstruiranja njenega odziva. Edina vsebina ostaja želja po vidnosti. Mihevc ga je kmalu po tistem prvem druženju, zjutraj sta šla skupaj k sestrični po Morano, nato ga je odložil pri stričevi hiši, poklical in povabil na poker. Dobili so se v Mihevčevem stanovanju. Ko je vstopil, je bilo vse zakajeno. Mihevc je še s 5 tipi sedel pri mizi v kuhinji in skozi dimno zaveso je komaj videl, da mu maha ne pride bližje. Drugi tipi, Luka, Matevž, Anže, Samo in Gašper, so bili uvidevnejši, kot bi pričakoval. Seveda jim je Mihevc povedal, da se je ravnokar vrnil iz hospitalizacije, nihče ga ni zbadal. Botrili so ga in Luka je rekel, da se mu zdi povsem nenormalno, da so ga šli hospitalizirati zaradi enega barskega pretepa. Matevž pa se je strinjal. Vsi so čist bolani. To je zdaj bolano, kar se zdaj dogaja. Najlepša hvala, Anja. Punčica res pove veliko. Se mi zdi, da bi še lahko se pogovarjali. Imaš v mislih, torej že prej si torej rekla, da pišeš novi tekst, gre za kakšno nadaljevanje? Ali... Ne, jaz nekako si nisem zamislila točno, da bi se ta tekst lahko nadaljeval, oziroma, mislim, verjamem, da bi se lahko. Oziroma, glede same tematike, ne, da bi še lahko kaj... Ja, ne, se pač tematsko se mi zdi, da pač neke stvari ostajajo mogoče podobne v naslednjem tekstu. Mislim, nekatere stvari so, ki pač me zanimajo, pa zdi se mi, da je pač malo tekstov na te teme, tako da pač neke stvari sigurno ostajajo vzporedne. Druge so pač neke nove teme, ki pač niso bile tu obravnavane, teda so neke vzporednice, pa nekaj gre naprej. Tekst je ful drugače pisan kot Tanu. V bistvu gre za tekst, ki bo v bistvu v 3 delih. Se pravi, en roman z 3 deli, pa potem v bistvu znotraj tega zelo kratki odstavki, ki se v bistvu stalno prepleta zelo veliko različnih pripovednih niti, v bistvu zelo veliko je likov, predvsej mislim, da bo pač težje berljiv od tega. Ampak to je zdaj v bistvu to, kar imam, potem imam tudi še načrtu še en tekst, še za kasneje. Zdaj nekako se mi je v prejšnjih letih, mislim, manj pisala, pa se mi je nabralo nekaj idej, da zdaj imam v bistvu 2 teksta, že imam nekako v načrtu dost fiksirano. Tako to vse dobro, ne, še naprej. Res čestitke za ta roman. Hvala. Hvala za vašo pozornost.